Dober večer. Na tokratnem literarnem zdajtrku je Lara Pavkovič. Lara, dobrodošla. Najlepša hvala. In še enkrat lepo pozdravljeni vsi. Lara Pavkovič je rojena leta 1993, je avtorica romana Poletje v gostilni in Malomeščani. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je magistrirala iz anglistike in primerjalne književnosti, zdaj pa je samostojna ustvarjalka, novinarka in publicistka. Redno piše predvsem za tednik Mladina, kjer pokriva večino kulturne in družbene teme. Ob tem je na pomembnejših slovenskih literarnih in drugih portalih ter previjah objavila zgodbe, kritike, intervjuje in eseje, napisala pa tudi nekaj besedil za gledališke liste. Lara, mogoče bi najprej šli k tvojemu publicističnemu delu. Piše za Mladino in tvoji intervjuji so zelo na nek način pronicljivi, zabavni. Kako v bistvu tvoj jezik in to tvojo pozicijo novinarke razdaljate danes, ko smo družba, o kateri še bomo danes govorili, in s tem potem predstaviti umetnika, umetnico, je tudi pokazati malo drugačne luči, ne samo v olepšanju. Se pravi, kako se tega zatevam? Kako se tega, in tako tudi potem uporabljaš v bistvu načrtno, bolj preprost jezik, ne? Zakaj recimo tako, kakšne so težnje temu? Ja, v bistvu je tako, ne, da pač želja tudi urednikov je, da se vedno piše o stvarih na način, da bi jih razumel tudi, ne vem, nek bralec, ki ni strokovno izobražen na področju literature, gledališča, karkoli, ne. Prav Mladini seveda gre za nek medij, pač se pravi višjega standarda, kot recimo nek rumeni tisk, za katerega sem tudi v študentskih letih že pisala, to moram povedati, ampak še vseeno pa gre za novinarstvo, ne gre recimo za ne vem, nek strokovni zbornik ali pa karkoli, ali pa ne vem, za primerjavo lahko dam kakšno revijo literature, revijo primerjalna književnost, ki je še bolj strokovna. Tako da ja, jaz se vsekakor mislim zelo stremim k temu, da jezik ostane na nivoju, ampak da pač je bliže vsem, ki mogoče nimajo toliko predznanja o neki določeni tematiki. Ravno zaradi tega se tudi trudim, da se recimo z ljudmi, ki jih predstavljamo v portretih, pogovarjamo, da je tudi o njihovem osebnem življenju, da je o nekih čisto banalnih stvarih, recimo hobijih, pa potem to pristane v članku, včasih tudi ne, no, kdo si želi, da bi predstavljal samo njegov projekt, pa potem o tem govorimo, tako da se seveda pač predvsem govorim zdaj o portretih, seveda se prilagodim nekako intervjuvancu, ampak več čas imam pa v mislih tu, da naj bi članek pritegnil tudi tistega, ki ga začne pred, pa mogoče s to tematiko ni seznanjen od prej. Publicistiki pa literarni kritiki, ti si spostavila križišča Koridor, gre za zelo pomembno platformo, ki ste ustvarjali takrat kot študentke, zdaj ste v bistvu to delo dali naprej. Kako je takrat v tistih časih, ni tako to dolgo nazaj, ne, ampak kako je bilo takrat spostaviti neko platformo in jo ohraniti na nivoju, hkrati pa v bistvu tudi biti pri tej volji močan, ker kakšni so začetki takšnih spostavitev? Tukaj te moram popraviti, jaz nisem postavila te platforme, to sta bila Jan Prebevšek pa Tine Kolenik, mislim, Jana poznam z Filofaksa, pa še prej iz gimnazije, Tine je bil njegov sošolec, če se ne motim, tako da jaz sem v bistvu sam prišla zelo hitro zraven kot literarna urednica. V to prvo, pa tudi ne vem, če je bila čez prva postava, ampak definitivno je bila pa v prvem letu delovanja Koridorja, se pravi leta 2014, če se ne motim, tako da Koridor ima zdaj že kar dolgo dobo. In ja, takrat, mislim, to bi bilo res vprašanje za Jana, zaradi tega, ker s Tine Tom sta začela popolnoma iz nule, tudi vizija je njuna, no. Ampak ja, smo pa na začetku vsi nekako zelo imeli veliko svobode, kako bomo zastavili svoje uredništvo, ker je bilo vse še v povojih. Tudi na začetku, če se prav spomnim,
sploh še nismo imeli spletne strani zares, ampak smo tudi recenzije pa vse te stvari objavljali izključno na Facebooku. Tudi, ne vem, teh všečkov, pa zdaj mislim, da ima Koridor že kar tako obsežno bratstvo, takrat tega sploh ni bilo, smo morali zelo promovirati naše tekste. Tako da ja, no, zdaj, ko gledam nazaj, je bilo kar težko, pa sploh, ker smo vsi delali za stone. Še zdaj ne vem, kako je s financiranjem, ali so ga uredili ali ga niso. Ampak smo bili pa taka mlada, zagnana ekipa, vsi na faksu, vsi v zgodnjih 20-ih, zelo entuzijastični glede tega, kar si želimo delati, pa kar nas zanima. In potem je kar nekako šlo, ne. Ampak zdaj recimo, če pomislim, da bi zastonj delala neko tako zahtevno kritiško publicistično delo v takšnem obsegu, kot sem ga takrat, ga verjetno ne bi, ne. Ker potem starejši, ko si bolj postane pomembno tudi, da si lahko s tem delom plačaš račune. Pa tudi jaz mislim, da bi moralo biti intelektualno delo zelo pač pozitivno ovrednoteno, tudi finančno, no. Tako da se mi zdi res to primerno samo za študente, ki se še kalijo nekako v tem. Počasno prehajala k tvojemu pisanju. Za začetek bi te vprašala, kaj ti pomenijo razni trenutki, ko greš na neko delavnico oziroma na nek način tekmo v pisanju, kratki odseki ali pa kratki stavki, iz katerih moraš izpeljati posamično zgodbo. In v tem biti tudi uspešno. Tega pa tudi nisem delala že dolg časa. So pa začetki, ne? Ja, to je res, ja. Ja, tako je v bistvu, tako se je nekako začela moja literarna kariera. Prijavila sem se na urne zgodbe v Trubarjevi hiši literature, ki so delovali točno po tem principu, kot si omenila. To je bilo tudi tam leta 2014-2015, če se ne motim. In ja, takrat mi je bil to nek tak dobrodošel izziv v resnici, ki me je spodbudil k pisanju, seveda bil si soočen s tem, da moraš nekaj napisati tam, tukaj in zdaj. Potem si lahko doma seveda še pilil, če je nastal približno v redu izdelek, ne, ampak če ni pa ni, ne. Vem, da sem enkrat, mislim, da je bilo to potem polfinale, sem mislila, da imam eno super idejo za zgodbo iz te istočnice, ki smo jo dobili, potem pa je žirija popolnoma skritizirala, ne. Tako da tudi to se je dogajalo. Ampak ja, no, imam zelo zanimive, zabavne spomine nekako na ta tekmovanja. Zdaj pa ne vem, če bi se še kdaj prijavila. Oziroma, ja, vse v bistvu moram samo sebe popraviti. Tudi 2 leti nazaj sem bila na, v bistvu to je bil pa festival Olimpin, ki ga organizira Renato Kratkovič, ampak tisti sem vseeno imala na malo drugačen način, ker smo imeli cel dan za razvoj naše zgodbe, smo lahko v miru in pauze vmes in to, no. Tako da kaj takega, česa takega bi se še z veseljem udeležila, teh zelo kratkih instanc stvari pa mislim, da ne, no, da sem vidno prerasla mogoče, je bil pa fajn za nek začetek, ne, za neko pobudo. V bistvu si začela najprej s kratkimi zgodbami, objavljala si jih torej v različnih revijah, ki si jih pa potem nadgradila, tudi recimo ta primer je Malomeščani, v romane. Začeli bi mogoče z tvojim prvencem Poletje v gostilni, najprej zakaj tak naslov, ki je zelo vabljiv, in nas nekako malo zavajaš, ne? Ker v bistvu vse igra za žanrom, ampak vseeno gre za večplasten roman. Ja, jaz sem hotela, malo sem se hotela igrati s to malo izrabljeno sintagmo v bistvu, ne, ker imamo poletje v školki, pa ne vem, poletje prikliče ogromno enih asociacij. Sigurno obstaja vsaj, ne vem, zdaj 5 romanov, filmov, ki imajo poletje v naslovu. Se mislim, da so knjige s tem, z naslovom, ki se suka okoli poletja, so bile pred kakšnima 2 mesecima razstavljene v eni od ljubljanskih knjižnic in mi je en kolega prav poslal sliko, tako res ogromno teh poletij. Tako da jaz sem v bistvu hotela se malo vklopiti v to, tako v bistvu ne vem, lahko bi rekla tudi, da sem malo šaljivo izbrala ta naslov. Po drugi strani pa tudi vse gre za poletje v gostilni, ne, ravno to, kar si že sama rekla. Tako da dejansko kdor želi, lahko bere to samo kot
izsek nekega poletja v gostilni, kar je humorno, je zabavno, ne. Kdor pa želi, se pa lahko bolj poglobi v knjigo, pa iz nje mogoče potegne še kaj več. Goran Vojnović je napisal roman Čefurji Raus in se potem seveda ukvarja s to problematiko tudi v ostalih romanih. Ti si se postavila ravno nasprotno vlogo, tvoja protagonistka Nastja pa se skrajno naduto že skoraj da obnaša do preseljencev. Na nek način je to požinski bil v nekem čisto drugem kontekstu. Kako se v bistvu Nastja spopada, je mlada študentka, s to svojo neko nadnacionalno idejo, ne tudi študira slovenščino, sociologijo, samo temu sicer pravi sistematičnost, ampak v bistvu daleč od tega, tudi slovenščine na nek način drža, pa ne zagovarjam tega. Slučajno študij slovenščine je lahko neka drža ali pa neka težnja ohranjanja slovenščine in tako naprej. Ja, res je. V bistvu, ja, Nastjo sem zasnovala ravno zaradi tega, ker se mi je zdelo, da je večina teh romanov, ki se ukvarjajo s problematiko priseljenstva pri nas, napisanih z te druge perspektive, se pravi perspektive samega priseljenca. Recimo, Goran Vojnović je tukaj odličen primer, se zdaj je šel že drugi del, Čefurji Raus. Tako da ja, jaz se pa tega v bistvu nisem želela, ker se mi je zdelo, da tako mislim, da nekako je tematika že izrabljena, pa tudi, da nimam sama osebno nič zapovedati iz te pozicije. Jaz sicer sem potomka priseljencev, bi se lahko to rekla, ampak v bistvu mislim, 1/4 mojega porekla je recimo srbska in tudi nisem imela zares kontaktov s tem, tako da bi se recimo lahko identificirala in bi se mi zdelo, če bi jaz govorila iz neke pozicije potomke priseljencev, bi se mi zdelo to hinavsko v resnici, tako da nekako izrabljamo to pozicijo za ta literarni trend. Tako da tega si definitivno nisem želela, tukaj pa ja, in potem nekako skrajno drugi pol, mogoče celo malo preveč skrajno, bi to rekel, je pa tisti, ki me je bolj zanimal. In potem sem izkoristila svojo osebno izkušnjo, oziroma jaz sem celo 2 poletji malo pomagala v eni srbski gostilni v Ljubljani, kjer sem videla veliko takih scen, ki se mogoče tudi igrajo v romanu, seveda spremenjene, z nekimi Nastjinimi dodanimi uvidi, ampak to, kar sem jaz tam videla in tudi mogoče odnosi kakšnih gostov do natakarjev in podobno, me je napeljala na misel, da bi pa mogoče lahko kaj napisala o tem, tako da to. Eden izmed dialogov v filmu Kajmak in Marmelada je, ko Igor Samobor igra zelo ponosni Slovenca in se zgraža nad Bosanci in potem mu reče ta Bosanec, ki ga igra Đuroja in reče, se vi pa delate samo. Tukaj me je potem ta tvoj monolog o tem, da pa se Slovenci, Slovenke nenehno opravičujejo, tudi v bistvu ju lahko primerjamo. Kaj je zdaj s to sproščenostjo, ki jo seveda, nad katero se Nastja na eni strani zgraža, po drugi strani se pa želi na nek način te sladke male, da bi imela to samozavest in na nek način tudi sproščenost v življenju. Ja, se mi zdi fajn, da si dala to primerjavo s Kajmakom in Marmelado, zaradi tega, ker ravno to, kar počne ta film, film se tako izrazito igra stereotipi, Imamo tega ležernega Čefurja, ki doma v trenirki gleda fuzbal, kaj že gleda ta Božno, pa Šveca, pa ne vem kaj, In tukaj v poletju v gostilni je zelo podobno, Nastja je v bistvu ta zategnjena slovenistka, potem imamo tega Buca, ki je tipičen ta balkanski, mogoče celo mafijski, voz, tam nek šef gostilne, oni so tam sproščeni, se zabavajo, imajo to tovarištvo med sabo, ona pa recimo tega svojih odnosov ne pozna, tako da ja, tukaj sem kar malo si privoščila te stereotipe, moram priznati. Ne bi zdaj rekla, da recimo, čeprav ne moramo zanikati tega, da smo Slovenci mogoče malo bolj zadržan narod, ampak seveda to ne velja za vse, ne bomo zdaj spraševati. Artenualnost, želje biti
podobna na Avstrijca, Avstrijki, ali ne? Balkanu, ne? Pri tem romanu je zanimiv torej tudi odnos matere Tanje in Nadje, kjer je Nadja svojo mamo v bistvu naziva z imenom, ne z mamo. Kako si izbrala torej ta odnos, ker tudi se mi zdi, da Nadja je na nek način zvišena dobi sicer potem takšne majhne lekcije seveda pač pod narekovaj. Zakaj zdaj takšen odnos, ne? Že tako ima odsotnega očeta, torej kamor stalno hranilke in potem ta nepovezan, nepristen odnos. Mogoče sem hotela, da bralec malo razume, zakaj je ona tako takšna, kot je, obsedena z nadzorom, tudi ta njen odnos do ljubezni je zelo zanimiv, tukaj precej nezdrav. Ona se hoče tudi, mislim, v diplomi ukvarjati s temi nezdravimi ljubezenskimi vzorci, pa več čas secira pa analizira, ampak v bistvu pa sama dela veliko več napak in je veliko bolj nerodna v odnosih kot vsi ti ljudje, ki jih ima skozi nekako na piki. Tako da ja, nekako pač ta odnos z mamo precej odtujen, skoraj da nekako poslovni, bi to rekel, pa s tem odsotnim očetom je mogoče košček njenega ozadja, ki je pač potreboval k temu, da se je razvila v tako malo hladno mladostnico, ampak ni pa nujno, da je to vse, nisem hotela preveč nerazkritne. Neposredno. V romanu slediš večjim jezikom, Nadja uporablja recimo tudi latinske citate, potem torej rabi knjižne slovenščine, ljubljanščine in potem seveda tudi srbščine. Zdi se mi, da je roman, tukaj bi ga mogoče spet omenila Fužinski bus, ravno z te sociolingvistike danes je zelo pomembno, ker na nek način se standardi jezika v mediji nižajo. Po drugi strani pa imamo celo zakladnico, priložnosti se učiti tujih jezikov, recimo v Sloveniji, ali pa tudi priložnost slišati druge jezike vsak dan. Ja, to je res, ja. Kaj točno bi vprašanje? Kako se to večplastno uporablja, ali to recimo bi slišati pri Fužinski blues, ali se Ne, to je v bistvu čisto nekako mogoče prej Čefurji Raus, če že ne, ampak spet tam gre za neko to, kar je recimo Vojnović naredil z jezikom v Čefurji Raus, to se mi zdi, da je neka taka kar revolucionarna stvar, ki je noben ne more zares ponoviti, ker takrat je ta čefurščina, če lahko temu tako rečemo, v literaturi postala kar nekako standardizirana, vse je bila že prej s Fužinskim bluzom, ampak vseeno je nekako Vojnovićev na nek čist drug nivo. Tako da tukaj ne moram reči, da sem bila kakorkoli inovativna, niti nisem se trudila biti. Ja, se v bistvu neka nadgradnja, mogoče eden iz primerov. Ja, mogoče to, kar se pa te latinščine tiče, pa se mi je zdelo zabavno zaradi tega, ker mislim, to je bil čisto tak moj osebni tač, zaradi tega, ker sem se učila latinsko v gimnaziji, pa sem nam skozi te latinske pregovore smo se morali pifljati na pamet, kar je po svoje dosti nesmiselno, ker gledajte bodo prišli prav latinski pregovori, in se mi je zdaj smešno, da bi se ona tako, da bi bila tako fiksirana na te pregovore in da bi jih poskušala umestiti v neke življenjske situacije, ker je jasno, da pač to ne gre, zares. To sem zaradi učiteljice slovenščine. Oni normalno, ker je Nadja študentka slovenščine. Malomeščani so tvoj drugi roman, ki je šel naenkrat, ko ste 2 leti zatem. Tukaj v bistvu je kar nekaj prej kratki zgodb, zdaj kot neki zmontirani deli v romanu. Je to v bistvu bil postopek takega pisanja, ker si potem naredila en mozaik, si tudi mogoče lažje na ta način pač igrala z pisanjem oziroma potem stavljala te stvari, da so seveda bolj stale in temelje. Ja, res je, v bistvu sem najprej namerala napisati več kratkih zgodb z tem enakim naslovom, Malomeščani.
od katerih naj bi se vsaka ukvarjala z nekim takim rahlo odtujenim ali pa nadutim junakom, junakinjo višjega srednjega razreda. In v bistvu krov, imela sem napisani, mislim, da 5 zgodb nekako tako, pa ne vem, a so vse šle v roman ali kakšna nino. Ampak krovna zgodba je bila ena, recimo temu že kar novela, več kot 20 strani dolga, z naslovom Konec ljubezni, kjer imamo v bistvu že vso to jedro, se pravi ena taka zelo poslovna, hladna ženska se zaplete v afero z nekim boemom in potem spremljamo pač leto te afere. No? Ampak vse skupaj ni bilo tukaj razdeljeno sveda, kot je tukaj, ne? Ampak je šlo bolj za neke slike te njune afere. Ja, no, potem pa v bistvu sem nekako dobila namig, da mi bolj leži vseeno roman, s čimer se tudi strinjam, no, jaz sem bolj človek daljše forme, kot pa kratkih se mi zdi, in da bi mogoče na tej zgodbi gradila. Tako da potem sem vse te nekako drobce zmontirala noter, najbolj mi je sedla Čistilka, ki je bila pa druga zgodba in se v bistvu neposredno takoj prepletla s to Konec ljubezni. Ostala sem pa bolj dodajala zelo naknadno, pa tako po občutku, no. Ampak ti dve zgodbi se mi zdi, da sta bili nekako najpomembnejši za celoto. Ja, ravno, ko sem omenila Čistilko, v obeh romanih gre torej za predstavitev nekega kolektiva in tukaj bi vprašala, odnosi so vse posod, ampak tukaj ti izpostavljaš, poudarjaš ravno to spomnil roman Georgea Orwella Na robu na dnu, Parizu in Londonu, kjer v bistvu pozori, se tudi med berači obstaja hierarhična lestvica. Tu je ti vse skozi v bistvu pač prikazuješ, še zlasti, ko je tukaj protagonistka Anja izredno zvišena na Čistilko in na nekaj način se svoje frustracije lahko v bistvu si seveda privošči, da jih spušča. Ja, res je. Zelo sem že poudarila sem pa to družbeno strukturo zaradi tega, ker sem želela nekako prikazati to Anjino obsedenost statusom. Ja, ja, ravno to, ta status, ta podoba, tukaj bi lahko seveda povezali Nadjo in Anjo, kot nekoliko odrasla študentka, seveda je Anja zdaj uspešna diplomatka, oziroma ima verjetno novi magisterij, pa stara diploma, zelo uspešna v oglaševalskem svetu. Po eni strani je seveda obsedena statusom, po drugi strani pa kljub tej samo reprezentaciji se ne odloči recimo za neko stvar, kjer bi lahko prodajala svoje ideje pod svojim lastnim imenom. Oglaševalska agencija vseeno produkt večjih ljudi. Zakaj recimo potem oglaševalska agencija? Ja, jaz mislim, da se, to je tudi mogoče že skoraj malo stereotipno, ampak to, da sem izbrala ravno oglaševanje zanjo, je zaradi tega, ker je to panoga, ki je približno tako znabitno, približno tako površinska, kot je ona. Zanjo se mi ne zdi, da ima kakšno željo, kaj prispevati svetu, kaj svojega ustvariti. V bistvu večina stvari je bila podarjena, se je tudi zvedno, da je stara iz dobro situirane družine, da ima lastno stanovanje, v bistvu za pomotno situacijo in ni treba ne vem kako skrbeti. In v bistvu tudi, zakaj bi se potem pretirano trudila. Našla je neko svojo nišo, kjer lahko z idejami, ki podobnijo nadrejeni, s katerimi ima tudi svoje vrstne odnose, pride do dobre plače, ampak to je pa tudi vse, kar me zanima. Ne zanima je zdaj neka moč ali karkoli, ampak bolj nek, recimo temu, varen status. Gre za torej visoko družbo, več romanov lahko v bistvu primerjamo s tem, ampak ravno tukaj, kaj je danes meščanski roman? Ti si mogoče še ena letih, ki si se podala v to pridevnik, to vrsto romana. Recimo Mirnih Lic se tudi ukvarja z Izo, ki je zelo mogoče junakinja tistega časa, ki je podobna, ima visok status, je zelo vzvišena, hvala ženska, njeno sicer zakaj, zaradi ozadja. Ampak zakaj ravno malo meščanje? Danes smo tudi ta družba izginja. Ja, res je zanimivo. Ravno pred kratkim sem imela z nekom debato o tem, da to pravo meščanstvo, kakršnega smo recimo spremljali 100 let nazaj, ravno v romanu Mire Mihalič konkretno, pa še katere ženske, tudi moškega seveda, postopoma izginja. Da
da je to, mislim, ko nekako umrejo zadnji predstavniki tega sloja, ki so zdaj že kar v letih, potem tega nekako ne bo več. No. Ampak ravno to, ne, tukaj ne gre za res za meščane, ampak za malo meščane, temu bi pa lahko rekli tako imenovano novo meščanstvo. Ne. To ne gre nujno za ljudi, ki so podedovali tudi nek kulturni status ali pa prihajajo iz ultra izobraženih družin. Mislim, pri Ani sicer vidimo, da ima neko splošno razgledanost, ali kako bi se reklo, ampak ni pa zdaj spet nekaj huda konzumantka kulture ali pa da bi te stvari kaj bistveno, mislim, pomenile. Ne. Ja, v bistvu želela sem da vprašati, nisem vedela, da se bojo dogodki tako odvili. Kaj bi Anja kupila na Jakšetovi razstavi in zakaj? Ne? Ravno zaradi tega, ne? Ker ona kot otrok je z mamo šel gospovala, recimo Vuk ob sobota. Ja, ljubiteljica je pa poznavalka umetnosti sicer ni, ne? Recimo alternativna scena. Mislim, da bolj ne. Sem tudi tam recimo tista scena, ko ona obišče Narodno galerijo, večinoma gleda obleko od Luize Presjakove. Ne zanima je ravno sama slika, tako da dvomim, da bi ravno tudi našla kaj zase v moderni umetnosti. Tudi tam, ko ona našteva recimo te znamke torbic, ki jih ima, pa ne vem, stol, ki ga ima doma in te stvari, so to večinoma tuje znamke. Ne? Tako, ne. V bistvu neki splošni uporabniki niti niso poznane, kaj še da bi vsak uporabila. Anja je v bistvu na nek način, Andrej Platik je rekel, da je kot psiho, ne? Iz tega romana. Ampak ne, ona je v bistvu obsedena sama s sabo, ampak tu se meni zdi predvsem problem te seksualizacije deklic, ki se začne že zelo zgodaj, ne? Po 3-4 leti naj bi deklice nekatere si žebali barvane nohte in tudi ona sama ne opisuje, kako je mama kupovala te glose, šminke, odkrila ličila in vse to. Ja, ona v bistvu zelo veliko svoje samozavesti bazira na svojem videzu in telesu. Ne? In je v bistvu to tisto, na kar dejansko dobi Bojana in potem se strašno trudi, da bi ga s tem obdržala, s tem ličpanjem in oblačenjem za njega in vse, ne? Ampak hudo pa je potem, ko ona tudi potencira to svojo, recimo temu, seksualnost ali pa vsaj spolno privlačnost, tako da se njemu prikazuje izključno kot seksualni objekt, pa vredno še komu, no? In na koncu ugotovi, da je zares to vse, kar ima, ne? Ker jo je družba tako vzgodila. Ne? To sicer ni v romanu posredno nakazano, ampak mislim, da lahko to razberemo iz tega. Govoriš torej o razmerju Anje z Bojanom, hkrati pa je v bistvu najti tudi njeno iskanje. Ali tu se gre za ljubezen ali zgolj zopet status? Ja, to je pa dobro vprašanje, ne? Mislim, ne bi rada čist razkrila konca romana, če ga slučajno kdo še ni prebral, ampak se mi zdi, da tisti zadnji stavek, ki ga Anja izreče, ne, nekako pokaže, da ona si ves čas ni želela ravno Bojanove ljubezni, ampak ga je imala kot nek element, ki bi povečal ugled v družbi. Če sem z uglednim glasbenikom, sem tudi jaz nekako pridobila statusu tako v tem smislu. Ja. Ker Bojan na nek način je pa v bistvu lik poema, živi še pri starših, nekaj 30 leta. Kako se pa izbrala zdaj ta lik? Ker vseeno Anja si ga želi, še posebej pa takrat, ko njeni so bila pri mami, sta navdušeni nad njim, drugače pa njo on ne bi toliko zanimal, če še ona ne bi dodatnih impulsov. Ja, točno to je. V bistvu, potem, ko ona že spi z njim, se zgodi ta element pripoznanja njega kot desirable objekta, kot da bi šlo za neko torbico in takrat ona ugotovi, da bi pa mogoče lahko zrasla vrednost, če bi se v javnosti kazala s takim moškim, kot je Bojan. Tako da, ja. Še posebej, če bi uspel tudi imel. Kaj pa potem, recimo, Anja kot ženska, ki se spominja svojega otroštva, zopet
prihaja v odnos s očetom, ki je na nek način zelo realen, realističen in te njegove držene tega njenega lišpanja in torej tega, da sicer ogaja sveto, ampak verjetno na tem oči ni navdušen. Kako pa potem Anja doživlja? Vseeno oče prihaja iz te družine, si pa želi verjetno večje fajterje. Ja, res je. Anja sigurno to do neke mere doživlja kot zavrnitev, čeprav tega seveda nikoli ne bo priznala. V knjigi nikjer ni direktno nakazano, da bi jo karkoli prizadelo, kar je on rekel, lahko to razberemo med vrsticami. In potem želela sem nekako napeljati bralca, da se vpraša, a je to potem potrebalo temu, da je recimo pred Bojanom vodila domov same neke moške fante, ki so tudi predstavljali določen status, so bili tako imenovani zlati fantje, in da je njena izbira Bojana, ki je hkrati statusni simbol zaradi tega svoje kariere, ampak po drugi strani pa uporniški bad boy, da je tudi nek znak uporništva proti njeni družini, sploh specifično v smeri očeta. Ja, ker to dojevanje je nenehno, recimo v Malih meščanih. Zdi se, da torej tudi Anja se spominja vseh teh nekih kratkih, predvsem bolj spolnih, kakršnihkoli poglobljenih stikov, ker jih tudi tako dojema. Vse na neki bazi površine. In kako potem Anja vse to doživlja? Kakšni impulzi se dogajajo v njej, ko pač preživlja novo leto na Solinijevimi srčki? Ja, niso zdaj. Starostni simbol. Ja, to je nekako bil moj namen, ker da ves čas ostaja vse na površini, da mi ne vemo, kaj si Anja zares misli, ali prizadeta, ali je enostavno tukaj apatična, da nič ne čuti, a sploh ima kakšna čustva, a ima globino, karkoli, Ker recimo v testni fazi sem dala ta roman brati par znancev, ki jim zaupal, in eden od njih je rekel, da bi si želel, da gre malo globlje, da Anjo prikažem kot kompleksnejšo osebo, mogoče tudi s kakšnimi njenimi grdimi navadami, ki se ne skladajo s to njeno spolirano podobo, ampak jaz pa ravno tega nisem hotela. Hotela sem, da se ta roman bere kot plehek roman, da je nekako vse na površini in da se lahko bralec odloči, ali se mu zdi Anja popolnoma plehka, nekaj prasica, brez čustev, brez česarkoli, ali pa mogoče začne ugibati, ali je v njej še kaj več. Nekako obe možnosti sem želela pustiti odprti, lahko je čista antagonistka, lahko pa v njej vidimo tudi kakšen boljši pol, lahko se nam celo smili, karkoli. Ker eden izmed pasosov je, ko divji Olgi v bistvu opazuje torej Ljubljano in se sprašuje, kaj pa imam jaz v življenju. Po eni strani se seveda zgraža nad mamami, nad temi ženskami, ki se na nek način naj bi uničile življenje. Po drugi strani pa v bistvu hrepeni povarnost in na nek način zapavamo neko bolalnost iskanja odnosov, omenjaš torej tudi različne iskalnike. Ravno to na nek način intenziteta današnje družbe kaže na to, da se odnosi morajo biti tudi po hitri zmeni in tako naprej. Ja, res je. Takrat, ko sem pisala Malih meščane, še ni obstajal Instagram profil Srcezlom, če ga mogoče poznaš. To je v bistvu en kanal, profil, ki ga upravlja anonimna oseba in tja lahko vsak uporabnik Instagrama pošlje neko kratko sporočilo, delček izmenjave, z simpatijo s Tinderja, z fuck friendom, kako bi temu rekli, s partnerjem, s katerim sta nehala. In v bistvu, ko zdaj ta galerija je že ogromna, mislim, da profilov obstaja že več kot 2 leti in tam noter je vse živo. In če malo poskrolaš po tem profilu, vidiš tu eno tako plejado odtujenih, zmedenih posameznikov, ki iščejo točno to, kar Anja išče zares. Mislim, spuščajo se v neke odnose, ki so več ali manj instantni, ali pa zelo so se pripravljeni tudi pomišljati za neko, recimo temu, naklonjenost plino, ampak v bistvu je pa vse skupaj tako, ne vem, kako ne rečem temu, toliko odtujeno, toliko neosebno, da je kar dobra slika družbe, ta profil. Bi prebrala eno vojnik iz romana? Lahko?
Ja, se, ne vem, si imela v mislih iz katerega poglavja. Mogoče tako izbereš sama, ko so se pogovarjali, da bi dejansko... Ja, da vidimo zdaj, če so že govorili v Tinderju, bi mogoče tisti del, ja. Celotno poglavje? Koliko se ti zdi, ja. Da bi se zamotila, sem si odprla profil na Tinderju. Po bolj ali manj brezupnih pogovorih in zmenkih sem končno našla človeka, s katerim sem se na prvem zmenku dobro ujela in se celo z veseljem dogovorila za naslednjega. Pa še enega in zatem še enega, na katerem sva se prvič poljubila, v zavetju drevoreda nekje za mojim blokom, kot sramežljiva najstnika. Tine, ki je doštudiral ekonomijo, je delal pri študentski organizaciji. Od nekaj se je zanimal za politiko in sodeloval v množici društev in krožkov, tako da, kot mi je ponosno povedal, ni bilo nič čudnega, da so ga po zaključku študija povabili v svoje kroge. Še bolj pa mi bilo všeč to, da se je spoznal tudi na področja, ki so me zanimala. Nekaj malega je videl o oglaševanju, imel je podoben okus za filme in tako dalje. Bil je prvi Tinder match, s katerim so si že v prvem srečanju izmenjala številki. V imenik sem si ga shranila pod Tinder Tine. Napaka, kajti kombinacija se je tako usedla v moje možgane, da ga skoraj da nisem več mogla imenovati samo Tine. Bala sem se samo tega, da bi ga enkrat na glas poklicala Tinder Tine, kajti slutila sem, da nad vzdevkom ne bi bil pretirano navdušen. Na četrti zmenek me je Tinder Tine povabil k sebi domov, češ da bo skuhal večerjo. Čeprav sem se zmenka veselila, bi sami sebi težko razložila, zakaj sem bila tako žučna. Dobila sva se že dostikrat, da mi je bilo popolnoma jasno, da je to verjetno trenutek, ko ne bi prvič spala skupaj. Toda odkar je zadeva z Bojanom postala malo bolj resna, sem bila ves čas tako pod vtisom ljubljena z njim, da sem si težko predstavljala, da bom to zdaj počela z nekom drugim. Ampak po drugi strani sem, tudi ko sem končala z Majem, s katerim sem hodila 4 leta, nekaj časa mislila, da ne bom več nikoli uživala v intimnostih, pa je prišel Robert, ki mi je pokazal, da Maj v bistvu ni imel pojma. Z mislijo na to sem nekaj dni pozneje precej pomirjena potrkala na vrata Tinetovega stanovanja v Trnovem. Do njegovega bloka sem prispela ravno v trenutku, ko je izpred njega odpeljal rešilec. Sireno je imel vključeno, kar je pomenilo, da se je tu pred kratkim zgodilo nekaj hudega in koža se mi je naježila v misli na to, da bi bil lahko rešilcu nekdo, ki sem ga poznala. Pa ne, ker bi me res skrbelo, ampak zaradi neprijetnega protokola, ki spremlja nesreče, bolezni in druge nevšečnosti. Ko sem bila še najstnica, je moj stric na družinskem srečanju pri starih starših padel po stopnicah in si hudo poškodoval glavo. Ceremonija je bila prekinjena, oglušujoči zvoki rešilca so takoj napolnili hišo in vsi prisotni smo, ko so ga odpeljali, v dnevni sobi obsedeli v šoku, a sem vseeno zaznala, da je šok ostalih drugačen kot moj. Pozneje sem jokala, ker so jokali vsi okoli mene, toda spomnim se, da ob dogodku nisem čutila hude žalosti ali bolečine. Ja. Najlepša hvala. Govorili smo že o Anjini obsedenosti, torej s statusom in hkrati v bistvu tukaj lahko prihajamo tudi na to podobo telesa v današnji družbi. Kako v bistvu to napisati na zelo prikrito, kritičen način, kako so v bistvu Anja vsako leto pred pomladjo, seveda piše na aerobiko, da izgubi zdaj odvečne vazinice v današnjem času. Mediji so brutalni, ona je že začela zelo zgodaj na nek način spremljati svoj razvoj telesa. Kako to pisati, tudi tukaj, pa se pokaže ta vpliv družbene kritika. Ja, res je. Vse nekaj sem si želela, da bi bilo to nekako med vrsticami prisotno v romanu. Ne zdaj preveč izpostavljeno, ampak se mi zdi, da vsak roman, ki se ukvarja z neko urbano žensko v sodobni družbi, se bo soočil s tem, kako ona sama sebe vidi, pa kakšna je reprezentacija te ženske. In v bistvu sem jaz zelo nekako bila optimistična, da gremo na boljše, ne?
ampak zdaj se je pred kratkim zgodila ta medijska afera, če lahko temu sploh tako rečemo, ko je recimo tako imenovani sanski moški javno ocenjeval neke ženske v pogovorni oddaji in to z ciframi od 1 do 10, hkrati pa s takimi brutalnimi komentarji, da mi je v bistvu postalo jasno, da se nismo kot družba zares nikamor pač premaknili, mogoče v intelektualni sferi smo bolj pozorni na to, kaj se dogaja, pa kakšen je položaj ženske, ampak tam zunaj, ne, v nekem splošnem okolju, ki so mu deklice, najstnice izpostavljene, je pa borba še vedno tako surova, kot je recimo bila, ko sem jaz odraščala, tako da ne vem, kaj mi rečem o tem. Ja, ker se mi zdi, da to je tudi eden izmed tvojih komentarjev nad temi Instagram in potem s temi blogerki, ki se ukvarjajo z lepotno industrijo, jo promovirajo, potem so te blogerke in to, kakšen v bistvu čez 10-15 let, kaj se lahko iz teh malih deklic, pa tudi študent, ker to vsaj delajo študenti, ker v bistvu se cel dan snemajo in v bistvu na koncu v bistvu tudi promovirajo sami sebe, prej kot karkoli drugega, ne? Ja, jaz ne vem, kaj ne rečem. Pač jaz predvsem spremljam to sceno, ne, tudi zaradi novinarskega dela, pa tako nisem zanimala kot nek medijski fenomen in tako iz meseca v mesec sem v resnici bolj obupana, ne. Ravno na primeru te influencerke so nov fenomen pri nas, v sploh ne, no. Ampak ravno zdaj, ko so ti resničnostni šovi nekako v vzponu, lahko spremljamo, kako neko dekle anonimno, ki se je pojavila v tem šovu, čez recimo 2 meseca po koncu postane ogromna zvezda z, ne vem, 30,000 sledilci na Instagramu, TikToku, karkoli že obstaja. In te punce v bistvu nimajo nikakršnih, recimo temu, pač prednosti, ki bi pač, mislim, ne želim biti zdaj žaljiva kogarkoli, ampak niso narejene za javni prostor v resnici, no. Niso niti artikulirane, niti pretirano razgledane, vsaj v večini primerov, edino kar je, da so lepe, ne. In zdaj smo spet pri tem, da v bistvu igrajo konkretno na svojo všečnost, na te modne kombinacije ali karkoli in oseba, ki se je samo pojavila v nekem šovu in ki je bila pač prepoznana kot privlačna ali pa simpatična ali pa karkoli, ima naenkrat vpliv in glas, kontrolira tam 30,000 ljudi in lahko proda vsak izdelek in lahko proda vsako nepretvirano mnenje, ki ni podkrepljeno z nekakšnimi argumenti in to se meni v resnici zdi grozno, ne, ker čeprav se zavedam, da imam kot novinarka nek vpliv, mogoče celo večji kot samo pisateljica, pa nikoli noben od nas ne bo dosegel tega vpliva teh influencerjev, ki ga pa pač pogosto izkoristijo v take sporne namene. Ker recimo film Naša mala mis je na nek način učbenik tega, kar se naj ne počne z otroki, ne, torej jih napotičiti in jih voziti na ta tekmovanja. Točno, ja, saj ta film sem gledala, to je že kar nekaj let. Ja, se mi zdi, da kar nekako pozabijo, ne, da se ga tudi, ne vem, če se ga sploh vrti v nekih takih... Ne, res je, tudi jaz moram priznati, da sem pozabila na njega, pa je dejansko reprezentacija tega, ne, vse konc koncev Amerika ima pa itak zgodovino teh otroških beauty, ne vem, kraljičen, ki jih že po 3 letih nališka oblečejo kot neke princeske. Ja, zdaj mi je sicer šlo iz glave, ampak tudi danski avtorjev Euroromanov smo mogoče v spolniku govorijo o teh mini zvezdnicah, ki so bile še papilke zdrave, ne, in potem kot odrasle ženske, ne, ki se propadne. Se spomnim to, kako se timo? Vem, da danski avtor. Ne, zdaj se počne, pa se ne bom nazvaj. Ja, ravno o tem tudi govorine, o teh zvezdah. Tudi mogoče, takrat so to gledali, mogoče na bazi karaoke so izhajali, ne, se je takšni šovi, ne, bolj brutalni, niso več zabava. Lara, pišeš tudi krasne publicistične poslovne stvari, torej esej, memento, more oziroma spominje se smrti. Mogoče ravno to obdobje, ki je na nek način kruto in neprijazno, ne, zdaj ne žalim tebe v primerke, ampak nekateri rečejo, ja, lani so parafrazirali nekoga, ki je rekel, da vsak dan umre za avtobus Slovencev in Slovenk, ne. Ti si v bistvu se lotila tega eseja
z vidika lastnih dveh izgub. Kako je to predelati in kako je potem o tem pisati? Ne? Ja, zelo težko. Jaz v bistvu skoraj 1 leto nisem bila pripravljena na pisanje o tem. Sem zelo nekako čutila, da želim dati to ven, pa nekako tudi v smislu, da to dolgujem predvsem očetu kot neke vrste poklon. Ampak sem imela kar blokado, no, ker takrat sem nekaj časa hodila tudi na terapijo in mi je terapeutka rekla, da te nepredelane občutke, travme ob izgubi je treba dati ven tako, da pišeš, pa tudi če samo zase. Ampak jaz enostavno nisem mogla pisati, tako res nekako nisem se mogla dotakniti te teme, dokler ni pač toliko časa minilo. In ko sem lahko pisala, je bilo to precej, mislim, v bistvu je bilo kar malo katarsično zame, no? Ampak nisem pa hotela, da ta esej izpade samo kot neko moje lastno soočanje s travmo, ampak sem ga želela narediti tudi malo literarnega in tudi tako, da v bistvu vsak, ki ga prebere, pa je šel čez kaj vsaj približno podobnega, da se lahko do neke mere najde v njem. Je pa zanimivo, da ravno 2 dni nazaj, no, oziroma ne vem, da smo se mi pogovarjali o tem, zatem sem srečala eno znanko, ki je nisem videla 3 leta, v bistvu od tega dogodka. In prva stvar, ki mi je rekla, je, da pač vedno, ko pomisli na ta esej in da se je spomnila na njega ravno v momentu, ko je doživljala hude izgube zaradi koronavirusa. No. To je pa tudi nekaj, o čemer smo mi doživeli na privat, da se mi zdi, da je zdaj tako obdobje, ko so te izgube, čeprav so osebne, so postale nekaj kolektivnega, ne, mislim, ljudje žalujejo vsak po svoje, ampak hkrati je teh izgub zdaj toliko, da v bistvu so nekako prišle v javni prostor. No. Ampak takrat, ko se je pa meni to zgodil, sem pa povem, da je to mogoče malo psihično, ampak sem imela občutek, da sem nekako sama s to izkušnjo na tem svetu, ne, in sem zato tudi hotela pisati o njej. Na eni strani govoriš o smrti, na drugi strani pa v bistvu je vse najti tudi take drobce, take čiste situacije, ne moraš videti preveč globoko, ampak ob katerih v bistvu se potem tudi sam ali pa sama znajde, ne, da v bistvu so to taki drobni triki, v katerih se v bistvu prej nasmeliš. Ne? Ja, sej, ravno to, ne, nisem želela, da je preveč depresiven esej ali karkoli, ne, ampak kot v bistvu tudi zaključi se pozitivno kot nekakšna oda v življenju, ne, nekako, oziroma vsaj motivacija, da se gre naprej. Ravno zaradi tega sem hotela obdržati tak ton, ne, da v bistvu ne gremo preveč, da je nek brezup, ampak da malo, ne bom zdaj rekla, pa pestrim vse skupino, ampak vsaj probam držati, da bi šlo mi. Ja, to bo pravi izraz, ja. Lara, prej si omenila tudi to kratko zgodbo iz leta 2019, torej tukaj samo čistim, se spoveduješ s kriminalko, ker v bistvu tukaj kar nekaj se lahko presenečeno na tem portalu in buco je drugo v drugačnem kontekstu, ne? Ampak in potem na nek način torej tudi obojem neke deklice, ne nima jih prav imena, ne? On je v bistvu me vidi kot človeka in v bistvu iz te svojega dneva poniževano se v bistvu ubije. Ja, sej nisem želela čisto, sem hodila, da pač ostane odprto, kaj se z njo zgodi, ali zdaj on do smrti tam zbrca ali kaj. Ampak, ja, dobro vprašanje. V bistvu ne bi ravno rekla, da se spovedujem s kriminalko, to nikoli ni bil zares moj žanr, ker zdaj je toliko tega, pa se mi zdi, da imamo tukaj avtorjev, ki to počnejo bolje in bolj profesionalno. Jaz tudi nisem prebrala to kriminalko v življenju, ampak sem pa, mi je pa mogoče tako simpatičen v narekovajih ta noir žanr, ker mi smo recimo imeli na tem festivalu opcijo, da gremo v kriminalko ali pa v noir in to je bolj noir, kar sem jaz napisala, no, ker sem že, ne vem, že kakšno leto pred tem sem razvijala neko snutek nekega romana, ki bi se ukvarjal z enim izrazito psihopatskim likom, ampak zdaj dlje od teh nekih nastavkov ni prišlo. Me pa to zanima, no, ampak zdaj mogoče čutim, da ni ravno pravi čas, da bi to razvijala. Časi so zelo temni, no, moje ne ravno še enega psihopatskega imenaka. Kako pa potem v bistvu pisanje, ki je na nek način leposlovno, publicistično, to dvoje v bistvu ne gre skupaj, ne? Kako zdaj ločiti tebe kot
pisateljico in hkrati potem tudi novinarko, ne. V bistvu moraš ti slediti nekim trendom kot novinarka, ne, čeprav ne zagovarjaš in kritično ovrednotiš. Ja, res je. Ja, jaz v bistvu novinarstvo res jemem kot svoje delo. To sem vedno, jaz mislim, da ima veliko novinarjev ali pa mogoče ljudi, ki so izve novinarskega poklica, tudi mislijo, da se novinarji zelo identificiramo s tem, kar počnemo. Mogoče kdo vse, ampak jaz nisem ena teh ljudi. Tudi recimo, ko sem pisala za rumeni tisk kot študentka, izključno za nek honorar, so mi večkrat ljudi rekli, pa kako lahko, ne, če ti študiraš literaturo, pa si recimo intelektualka in pa tukaj pišeš nek trash, ne, kako rečeno. Ampak, mislim, jaz sem gledala na ta rumeni tisk, na neke te novice kot striktno žanr, kot je žanr tudi intervju, resen intervju, ne vem, nek politični komentar, vse, kar zdaj počne, ne. In ja, z nekaterimi temami sploh, mislim, za nekatere teme sploh področja kulture, sem zelo vesela, da jih lahko delam, pa se mogoče tudi kdaj poklopijo z mojimi osebnimi zanimanji, z mojim pač publicističnim delom, kakšnimi eseji pa to, ampak kaj je pa tudi čist, je pač služba, ne. Tako da ne vem, jaz še vedno mogoče bi rekla, da tisto, kar dam od sebe kot pisateljca ali pa kot eseistka, je najbolj jaz, ne, tako prihajam iz duše, oziroma nisem odvisna od nekakšnih zunanjih vplivov. Novinarstvo je pa tako, no, ja, ima svoje pluse pa minuse, ampak ni pa zdaj nekaj, za kar bi jaz mislim. Možno, da bom v življenju počela še kaj drugega, no, tako bom rekla. Prebrala mogoče kaj novega? Ja, v bistvu imam, samo sem pozabila tudi to, napisala sem eno kratko zgodbo lansko leto, na katero sem kar ponosna, no, ker sem malo neke nove vloge sprobavala, je bila potem tudi objavljena na Brabcu Anarhistu, ampak glede na to, da je dolga, verjetno in krajši odlomek, če preberem bo v redu, samo bom šla kar iskati. Na Radio Ars, pa na literaturi, pa na Radio Ars, ne? Ja, mislim, da je, seveda tudi poslušati. Ja, to je pa v bistvu ena zgodba, ki sem jo sestavila med tisto najhujšo karanteno. Sem se enkrat zvečer sprehajala po Ljubljani in je bilo vse popolnoma prazno kot mesto duhov. In potem sem se malo spominjala, kaj se mi je dogajalo na določenih lokacijah pred karanteno, ko je bilo vse skupaj še živo. In sem pomislila, ja, kaj pa če bi napisala zgodbo, kjer se junakinja tudi tako spominsko sprehaja nekako po Ljubljani in razmišlja o dveh moških, ampak to ni mogoče ni čisto jasno iz zgodbe, no, ker sem hotela, da je malo zabrisano. Eden je tisti, s katerim je zdaj poročena ali pa živi z njim, drugi je pa njen izgubljeni ljubimec, ki pa je v bistvu velika ljubezen, no. Tako da ja, to zdaj ni začetek, ampak je tam nekje že bolj proti koncu. Ob sončnem zahodu prečkam Slovensko. Svetloba je kičasta, rumenkasto modra, ker je ves dan sijalo sonce. Ljudje, ki vrbijo gor in dol po obeh straneh ceste, so v veličastnosti neba kot drobne črne pike. Neonski napis na modernem avtobusu, ki spelje s postajo v pošti, ravno se pride na drugo stran, prestreli nebo. Razmišljam, če bi se ostavila v Zari, pa si premislim. Ne maraš, če prinašam domov oblačila. Stalo me opozarjaš, da preveč se pravljam. Sploh pa so nove obleke zdaj zadnje, kar potrebujem. Gre mimo sobe 102, kjer kot za nalašč vedno zmanjka kaprize tosta, kadar si ga zaželim. Tu sva se prvič dobila, pa potem še nekajkrat. Enkrat, tik preden sva šla na precej poprečno predstavo. Bil si nervozen, obtožil si me, da sem redko besedna, da moraš ves čas govoriti samo ti. To me je šokiralo, še noben moški ni rekel česa takega. Vedno sem bila jaz tista, ki je vodila pogovor. Mogoče sem se zato tako trudila, da bi nate naredila vtis. Da bi rešila situacijo, sem predlagala, da se greva igrico odgovarjanja na najbolj iskrena, včasih pa tudi bizarna vprašanja. Nisem ti
povedala, da so to vprašanja iz serije, če skupaj odgovorite na teh 25 vprašanj, se boste zaljubili drug v drugega. Rekla sem samo, da gre za igrico. Še danes ne vem, ali so se zaljubila zaradi tega. Vsi sosednji lokali pa me spominjajo na tealen. V enem sem te pripričala, da sem naročila najmočnejše koktejle in se hvalila, da alkohol nesem bolje od tebe. Pa me je obrnilo že po drugi rundi in po hitrem postopku sem morala domov, da rešim dostojanstvo. V naslednjem sem te nekoč čakala pol ure, ker si moral podaljšati v službi. Ko si končno prišel, sva se hudo spičila. Sploh pa zadnji. Tam sem kratek čas delala, ko sem bila še študentka. Lokal ni med najbolj obljudenimi v centru in spomnim se, da sem se nek večer, bilo je pozimi in že tako neravno veliko ljudi naokoli, blazno dolgočasila, ker v 2 uri ni bilo nobene stranke. Mislila sem zapreti predčasno, ko je vstopil eleganten par v prvi polovici 30 let. Nista bila videti kot bajna bogataša ali šminkerja, a svojo eleganco sta nosila z neznansko lahkoto. Ona z bujnimi rjavo-rdečkastimi lasmi, v enostavni črni jakni z visokim ovratnikom in v finih špičastih škornjih, on blondinec v kameljem plašču. Vstopila sta objeta, še zdaj vem, da je on, ko sta stala ob šanku, nežno božal po hrbtu. Prišla sta samo na hitro, želela sta se ogreti s koktejli, preden bi šla naprej, na zasebno zabavo nekih prijateljev. Kot študentka začetnica nisem znala pripraviti skoraj nobenega, a se nista jezila. Nazadnje sta se, da mi ne bi povzročila težav, zadovoljila z vinom in viskijem. Nazdravljala sta, se šalila, smejala, si izkazovala naklonjenost, a odšla ravno tako hitro, kot sta se prikazala in mi pustila kar zajetno napitnino. Takrat sem bila še dosti mlada, nesrečno zaljubljena v fanta, ki mi čustev ni vračal. Ob njenem obisku sem se zamislila nad klavrnim stanjem svojega življenja, hkrati pa me je navdal z upanjem. Prisegla sem si, da ne bom odnehala, dokler ne najdem česa podobnega. Čez leta sva v ta lokal, ravno tako pozimi, tudi midva zakorakala objeta. Takrat sem vedela, da sem našla, kar sem iskala. Najlepša hvala. Podoba Ljubljane se nenehno pojavlja, pa mi posloju, če bi za konec odgovorila, zakaj je ravno podoba Ljubljane, ki jo slikaš v bistvu natančno in skozi v bistvu začutkiti je z posebno ljubezni, naklonjenostjo. Ja, to je res. Jaz sem v bistvu rojena Ljubljančanka in Ljubljana je vse, kar poznam zares. Pa mogoče je pri tem nekako vplivalo še to, da nikoli nisem živela v samem centru Ljubljane, ki ne bi bil rezerviran za elito, ampak vedno nekje na periferiji, se pravi, kot otrok za Bežigradom, potem v Dravljah, zdaj sem spet nekako v Šiški. Tako da, kot sem mlajša, sem zelo idealizirala ta center Ljubljane, no, to moram priznati in v bistvu sem nekako poskušam to vnašati zdaj tudi v literaturo. Ja, to je en razlog, drugi razlog je pa, da se držim načela, da pišeš o krajih, ki jih dobro poznaš, no. To zdaj ne gre za to, da bi jaz zelo preferirala Ljubljano pač pred ostalimi slovenskimi kraji, ampak enostavno drugi ne preživim toliko časa, da bi postavila vsak kotiček ne poznala. Najlepša hvala. Imam kdo od vas zadala kakšno vprašanje? Jaz sem imela ravno to, zdaj, ki zadnje vprašanje sem vzela z jezika. Možda se samo še dodati to, če ste Maribor pojavili v romanih, ne, to vsi v luft skočijo, ne, Maribor, kaj si nor. In neki drugi status ima Maribor v knjigah, kot pa recimo Ljubljana, ne. Čemu to pripisuješ? Aha, se pravi, če se Maribor pojavi v literaturi... Ja, recimo zdaj v kriminalka pod Demšarja, pa to in bolj smo vsi celi ponosni. Ja, ne vem, mogoče je to pa problem, ne, po moje, zaradi tega, ker je kulturno dogajanje to spoščeno v Ljubljani. Jaz že z velik avtorji izven Ljubljane sem se pogovarjala o tem, pač pa si pravijo, da je to slabo, ampak nekako se veliko umetnikov, ne samo literatov, preseli v Ljubljano na neki točki, ne, tudi če so recimo iz Obale ali pa iz Maribora in karkoli. In potem se mi zdi, da obstaja večja verjetnost, da bodo pisali o Ljubljani, ne, oziroma da bodo vsaj nekaj tako grobo umestili v Ljubljano ali pa kam drugam, kot da bi se vračali k krajem, odkud prihajajo. Ni to nujno,
seveda pišejo tudi o svojih koreninah nekako, ampak mislim, da je to tako, no, da je posledica tega, da je v Ljubljani preveč zgoščenega tega kulturnega, mislim, kapitala, kaj. Miš, da lahko to tudi vpliva na zanimivost, recimo, če se bi nek roman dogajal, ne vem, zdaj sem pomislila, Idriji, ali pa v Murski Soboti, ali pa v nekem ful malem mestecu, ali lahko to bilo recimo potem toliko manj zanimivo za, ali seveda je bistvena zgodba, ne, vseeno, ne, da... Kako vem, tako, jaz lahko povem zase osebno, meni se zdi, da če nek avtor res slikovito piše v svojem kraju, pa da se vidi, da ga pozna res v nulo, pa ga zna prikazati tako, kot ga še noben ni videl, ne, zna biti to super zanimivo. Jaz bi prej v bistvu raj brala, kot ne vem, 100 romanov v Ljubljani, če kot tudi sama pišem v Ljubljani, bi prebrala v kakšnem kraju, ki ga sama ne poznam tako dobro, pa bi ga bo avtor tako narisal, no. Ker tukaj bi jaz mogoče dodala Idrija, ne, si rekla, da Tomaž Kosmač bolj ali manj piše v Idriji in to je bilo 6-7 let nazaj, bil prav tak ožji simpozij, ker smo pač se ukvarjali avtorica z podobo Idriji. Ja, ampak ja, hočem v bistvu to povedati, da ti manjši kraji nosijo ta svoj ponos, da se zdaj nekaj dogaja v njihovem kraju in to oni to organizirajo. Dogodek v mestu, da tudi ena zbirka, kjer je od Ptuja Ljubljana Maribor, za Maribor je pisal Boris Kolar. Tako da po moje, ja, ravno ta eksotika, ko se rekla mogoče. Še kdo? Teda najvišja hvala za vaš obisk, Lara, hvala tebi. Želim vam lep večer, čez 2 tedna in gost Miran Dekleva, tako da lepo vam vem.